Lepo pozdravljeni iz ljubljanskega studia 136, to so Vesti na vesti. Z Agencije za okolje za božične praznike napovedujejo obilne padavine in opozarjajo na najvišjo stopnjo ogroženosti za južni in jugozahodni del Slovenije. Nekatere reke so že prestopile bregove, na možnost poplav pa opozarjajo tudi v Zasavju, na območju Domžal ter Celjskem. Kot so sporočili, lahko na teh področjih pride do večje gmotne škode, ogrožena pa so lahko tudi življenja. Pazite se. Če bi pogledali kumulativno količino padavin, pričakovano, se pravi v vseh treh dneh skupaj, potem vidimo, da lahko ponekod pade tudi prek 300 mm padavin. To je tudi razlog, da smo na vremenskem opozorilnem portalu Meteo Alarm za jutri že razglasili rdečo stopnjo, torej najvišjo možno stopnjo opozorila, in ta rdeča stopnja bo gotovo veljala tudi za petek. Bi lahko pravzaprav razdelili ogroženost vsaj v dva dela. Eno so območja kraških polj, kjer naselja načelno niso najbolj ogrožena, saj so ljudje na teh območjih vajeni visokih voda. Druga pa so naselja ob rekah, naprimer v spodnjem toku Vipave, južni del Ljubljane, širše območje Domžalskega polja ob Kamniški Bistrici in njenih mlinščicah ter širše celjsko območje. Bolj kot vremenske ujme pa predsednika Desusa in okoljskega ministra Karla Erjavca v teh dneh skrbijo morebitne krize v letu 2010. Gospodu Pahorju tako želi, da bi mu dedek Mraz prinesel dovolj denarja in rešil finančno krizo v naslednjem letu. Tej se namreč lahko pridruži še kriza znotraj koalicije, če bi ga premier zaradi zadeve Patria razrešil s položaja ministra. Pa poglejmo Erjavčeve želje. To povedal Karlu, da ni več dedka Mraza. A boš ti povedala? Karel, ni ga več. To je en stric, ki se obleče, pa rečemo, da je on, v resnici ni on. Ma pa darila, ampak to sta oči pa mami. Gospodu Pahorju, kaj bi dedek Mraz prinesel? Ne par vagonov denarja, da nas odpelje iz krize. Vse to je dosti. Če se ta želja uresniči, smo rešili leto 2010. Sprav namesto rdečega božička, rabimo zdaj zelenega božička, ker namesto daril, bogi revešne, se že v letih model, ne? Ja. Ma pač koverte, ne? Saj vemo, kovert, kaj je not v kovertah. Mislim, jaz vem, ne? Karel tudi ve, kaj je v kovertah, ne? Pred ljubljansko mestno hišo so v spomin na požig slovenskih protestantskih knjig pred 409 leti člani protestantskega društva Primoža Trubarja prižgali sveče. Ob letošnji 10. obletnici prireditve Vrnimo ljudem knjigo je predsednik društva opozoril na nekatere družbene kritike, ki kažejo na protestante v luči nasprotnikov katolicizma. A nisem se tako v šoli učil? Ja. Narobe to zdaj, kaj? Ne. Kaj zdaj? Moram spet učbeniki iz 8. razreda vzeti v roke zdaj. Da smo na nek način borci zoper rimsko-katoliško cerkev. Da smo to tisti, ki kurimo delitev duhov na Slovenskem. Skratka, ljudje, ki ne gojimo spoštljivega odnosa do reformacije, do reformatorjev in do današnjega politično-družbenega trenutka. Na tem mestu mi leto za letom obeležujemo za slovensko kulturo in takratno prihodnost žalosten dogodek, ker so bile tu požgane knjige slovenske in nemške. Naš namen je, da se nekaj takega, kar se je v slovenski zgodovini večkrat dogajalo, saj v tem modernem času ničkoli več ne zgodi. In to je poanta, to je namen tega spominjanja. Protestantska cerkev na Švedskem je z letošnjim 1. novembrom pričela s porokami istospolnih parov. Kdaj in če lahko kaj takega pričakujemo tudi v Sloveniji, smo na to po prireditvi povprašali predsednika protestantskega društva Viktorja Žaklja. Mislim, da Slovenci nekoliko in Slovenija nekoliko kasnine z mnogočem, tudi s tem, ampak mislim, da tu je trend jasen, ljudje živijo svobodno, hočejo živeti svobodno in institucije, tudi cerkvene, se morajo prej ko slej temu prilagoditi. O neuspehu pogajanj v Kopenhagnu Anela Bešo.
Podnebna konferenca v Kopenhagnu se je končala brez sprejetja dogovora, ki je bil potreben za preprečitev nevarnih podnebnih sprememb. Kljub preporečju se Evropska unija ne more oprati krivde za porazen rezultat konference. EU je pred 2 letoma vodila proces pogajanj za sprejem novega podnebnega režima ter je v Kopenhagen prišla z jasnim mandatom in stališči. Kljub temu je zamudila vsako priložnost v pripravah na podnebno konferenco, da pokaže resnično vodilno vlogo in premakne pogajanja z mrtve točke. EU je namreč predolgo čakala s signalom, da lahko podpre nadaljevanje Kjotskega protokola, ki je bila ena ključnih zahtev držav v razvoju. Prav tako EU ni predlagala konkretne, zadostne in kredibilne podpore dolgoročnemu financiranju podnebnega ukrepanja v državah v razvoju. Kljub dejstvu, da bo že sprejet podnebno-energetski paket generiral dovolj sredstev, ki so potrebna za plačilo pravičnega deleža Evropske unije v mednarodnem financiranju podnebnih sprememb. Slovenija, 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 kulturac. Začenjajo se prazniki in nadaljujejo božično-novoletne zabave. Danes se namreč skoraj povsod nekje nekaj dogaja, od elektronske glasbe do roka. Vem, da je v štirki Jesus Loved You, če bi kdo čist šel ekstrem polje. Jutro Magnifico v Cvetličarni, tribute to Ray Charles, ali kaj rekel. Pol imamo vklele v štirki, jutro je tale Fanka nam manjka. Malo zapisali. Kaj še kaj? Kam greš ti kaj? Domov. Kaj pa v Gorici kaj? Noč. Kako nač, no? Da imate en čist hud klub, ne? Mona Lisa, Latoja je tam, so njeni začetki segajo tja. Čist pri meji, veš. V glavnem, da ne pozabimo, da je Božič še vedno krščanski praznik, vas pa za konec prepuščamo božičnemu voščilu nadškofa Urana. Spoštovani vsi ljudje, ki ste blage volje. Božični praznik danes poznajo mnogi ljudje, vendar ga različno doživljajo in praznujejo. Nekateri se veselijo prostih dni, drugi priložnosti za nakupovanje, tretji veselega decembra ali uživanja novoletnih počitnic. Za mnoge je Božič družinski praznik, ko so vsaj nekaj časa lahko vsi skupaj. Vsem vam, posebej bolnim, obupanim, zasvojenim in zapornikom voščim mir božične noči, ki naj vas z Božjim blagoslovom spremlja tudi v novem letu 2010. Še vreme. Iz terena se nam javlja naš posebni poročevalec Jaka Muda. Jaka, se slišimo? Jaka? A sem noter že? Torej, pravkar smo izvedeli, da Katarina Kresal kupuje vodni top. Ja, prav ste slišali, vodni top kupuje, s katerim bo razganjala rajo na ljubljanskih ulicah, ki se bodo zbrali zato, da bi nasprotovali vladi Boruta Pahorja. Torej, vodni top, prav ste slišali. Ajda? To je bil Jaka Muda. Hvala, Jaka. Iz ljubljanskega studia 106... da bom še en vic povedal. V angliščini boš pod naslove. Moraš podnasloviti, ker reč nas lahko tožijo. Špela, no? Ne. Dobro, me sprevedla pol v komentarju. Okay, what's the difference between Santa and Tiger Woods? Santa stopped at 3 holes. Smiselno. Iz ljubljanskega studia 136, to so bile še ene vesti na vesti. Želim vam topel, ne vem, kakšen mora biti Božič, vse ne vem, jaz. Božič in praznike in jej, ful žrite pa to, pa ja. Ajde.